Moje življenje je tako zelo pestro. Ko sem izgubil službo na UNCE, sem našel takoj drugo delo na turističnem društvu. Javna dela, ne bilo lahko življenje, ampak je pa bilo. Enkrat zvečer ste me poklicali, kaj če bi ti Janez vodil tele turiste, jutri pridejo neki ljudje na Slivnico. Jaz pa še nikoli nisem kaj takega počel. Ko sem pa zvečer knjige v Slivnici prebral, pa sem zjutraj jih pelil. Zelo zanimivo je bilo. Kar naenkrat sem začutil, da me poslušajo, in to mi je odprlo novo smer v mojem življenju. Turistični vodnik preko Zavoda za zaposlovanje sem dobil prostor na tečaju za državnega vodnika. Zmeraj treba v vsaki situaciji najti pot naprej in učenje tu pomaga. Na Vidri smo se odločili, da predlagamo Janeza Koširja za dobitnika priznanj, ker je tipičen primerek živega učenja. On ima zelo bogate življenjske izkušnje, ki jih pa stalno nadgrajuje z raznimi tečaji, študijskimi krožki, delavnicami, predavanji in vse to skupaj združuje v svoje delo, ki ga opravlja kot tajnik v turističnem društvu Menešija in pa kot turistični vodič. Z gospodom Koširjem sva se prvič spoznala 98. leta in je bil častni predstavnik moškega spola v mojem prvem študijskem krožku Tradicionalna kulinarika. Sodelujemo tudi v tednu vseživljenjskega učenja. Vedno pripravlja zanimive prireditve. Kot vodnik sem jaz potem v življenje dosegel tisto, kar prej nisem kot strojnik, ko sem bil v stari službi. Tu mi je zdaj tista ljubezen v starosti, učiti se pa nekaj novega stalno spremljati. Naše življenje je eno samo raziskovanje. Zdaj v tem času imam kar več stvari v deli. Ena zanimivih stvari je tektonska prelomnica za Bezveljakom. Zelo mi je zanimiva železnica, ki teče skozi Rakek, predvsem pa napajanje z vodo. Iz Cerkniščice je voda tekla prosto do Podskrajnika. Tam je bila parna turbina, parni stroj, ki je gonil to vodo s črpalko na Rakek. Ta vodovod je živ tehnični spomenik, drugače pa na Menešiji imamo več poti, tudi nedokončane, in ena taka zanimiva pot je pot po Medvedovih stopinjah. Tukaj so ohranjene te stare drevesa, so lepe in sedaj smo ugotovili, da gozd brez starih dreves je prazen gozd. Je pa zmeraj nekaj novega v življenju in nobena stvar ni dokončna. Tudi znanje ni nikoli dokončano, dokler smo živi, se učimo.